Vozniki pri nas po podatkih Agencije za varnost v prometu zadnja leta vse pogosteje uporabljajo varnostni pas. Jaz sem imel prvi varnostni pas pred 40 leti, ko so ga uvedli, sem ga ekstra kupil in montiral. Niso pa vsi tako dosledni. Jaz se dostikrat ne zavežem, povem po pravici, zato ker imam pač neke svoje predsodke glede tega. Več pripetih pomeni tudi manj huje poškodovanih, a poškodujemo se lahko tudi, če smo neustrezno pripeti, zato je dobro vedeti, da varnostni pas sega lepo čez, da zagrabi na ramenih, ne na vratu. Pomembno pa je tudi, da pas spodaj zategnemo. Ne sme zagrabiti, da te telo spusti preveč naprej proti volanu. Enako velja za sopotnike, tudi tiste, ki sedijo zadaj. Na zadnjih sedežih se še vedno pripne le dobrih 66% odraslih. Se pa dostikrat ne, pa priznam. Kot voznica pa vedno. Delež privezanih otrok na zadnjih sedežih je bistveno višji, skoraj 92%. Merljak pri tem opozori na pogosto napako staršev. Otroke prehitro dajo ven iz otroških sedežev. V otroških sedežih naj bi otroci sedeli recimo vsaj do 150 cm višine. Pazljivo je treba nastaviti tudi sedeže in vzglavnik. In še pomemben podatek za vse tiste, ki še vedno odlašate s to potezo. Odrasel človek lahko z močjo rok in nog zadrži težo telesa ob trku le do hitrosti 7 km/h. Pri večji hitrosti, na primer 50 km/h, pa pri trku vozila na naše telo deluje enaka sila, kot če bi padli 10 metrov globoko. Nepripeti pa ne ogrožate le svojega življenja, pač pa tudi denarnico, in sicer za 120 evrov.